V 9 mesecih, kolikor traja nosečnost, doživi žensko telo mnogo sprememb. V tem obdobju se popolnoma spremeni tudi delovanje endokrinnega sistema, kar je razlog, da postanejo čustva in razpoloženja velikokrat neobvladljiva. Zdravstveni domovi in porodnišnice pogosto organizirajo posebne tečaje telovadbe za nosečnice, ki vključujejo vaje za krepitev mišic, raztegovanje dimeljskih vezi in sprostitev hrbtenice. O tem bomo govorili tudi v naslednjih minutah. V studiu pozdravljam Izidoro Vesenjak-Dinevski, ki se že veliko let ukvarja z jogo, in Tanjo Golob, udeleženko vadbe za bodoče mamice. Dobro jutro. Dobro jutro želim. Dobro jutro. Za začetek pa vprašanje, je joga ali pa kakršnakoli telovadba sploh primerna za nosečnice? Seveda, nosečnica ni v bolezenskem stanju. Če je nosečnost normalna, potem lahko živi, če je že prej se ukvarjala z jogo, tudi če se ni ukvarjala, je to primeren čas, ko se lahko pripravlja na to posebno stanje, v katerem se nahaja. Joga vpliva na krepitev telesa, mišic, pa tudi na čustva. Zelo. Zato jaz kot voditeljica joge za nosečnice pripravljam tudi nosečnice na porod. To je celostna priprava, kjer se mi naučimo sproščanja, to je bistven del. Sproščena nosečnica bo lažje prenašala, se soočala z svojim spreminjajočim se telesom, navezala bo stik z bitjem, ki ga nosi v sebi. In to je zelo pomemben element, da se že prej navežeta. In tudi sproščena bo šla na porod, kar je zelo bistveno. Vemo, če smo zategnjeni, če stiskamo pesti, so naše mišice nesproščene. Tok energije ne teče in takrat težje rojevamo. Dejali ste, da nosečnica lahko naveže stik z otrokom? Ja. Za kakšen stik gre to, za kakšno sporazumevanje? To je notranji stik. Glejte, nosečnost je res eno posebno stanje. In mi ženske imamo ta privilegij, da lahko v sebi občutimo bitje. In bitje ni šele, ko pride, ampak je že v nas, čeprav ga ne vidimo. In če nosečnica se poglobi vase, spostavi ta miselni stik z otrokom, ga občuti že prej, je ta navezava potem mnogo lažja, tudi dojenje lažje steče, ne pride do menih depresij in je že v bistvu prisoten kot družinski član. Vi ste že v 8. mesecu nosečnosti? 8 mesecev nosečnosti. Torej ste že velikokrat navezali to vrstni stik, ne? Ja, jaz mislim, da otroka, ko ga prvič začutiš, se nekaj v tebi spremeni, ko čutiš, da ti prvič brcne v trebuščku. Aha, to je brcanje. Ja. Tudi. Preko tega najbolj, no. Potem pa, v bistvu, kot je Izidora rekla, na teh vajah sproščanja, ko se res ti telo sprosti, pa ko se skoncentriraš na otroka, pa se poveže z njim, pa začne mali brcati. Je to nekaj najlepšega. Se spremeniš, hočeš, nočeš. Kakšen razlog je bil, da ste se odločili za jogo za nosečnice? Jaz sem začela hoditi na aerobiko za nosečnice, ker so punce začele razlagati o Izidori, hvaliti na vse pri tega, sem rekla, to pa moramo probati, ne? In res ni mi žal, no. Tako kot je rekla, ni to samo joga, samo te vaje, ampak je še dosti več, ne. Ti lahko prebereš v knjigah o porodu, ampak kot slišiš od nekoga iz prve roke, ki ima dosti praktičnih izkušenj s tem, je to čist drugače. Moram reči, da sem zdaj moj pogled na porod, prej slišiš samo, ja, boli, pa se boš pol pozabila, a zdaj je čist drugo, no. Se mi zdi, da se prav radoveden si, veseliš se poroda, no, ja. Tako, to je pa res redko zaslišati, ne. Izidora, vi ste pa v bistvu te vaje in ta način joge črpali v bistvu iz lastnih izkušenj. Tako. Jaz preden sem prvič zanosila, sem se že ukvarjala z jogo in potem sem presenečena ugotovila, da v šoli za starše pravzaprav uporabljajo in predlagajo iste tehnike, kot jih ima joga. Govorim torej o sproščanju, o dihalnih vajah in o vajah, ki bomo tudi danes nekaj pokazali. Pa pokažimo morda kar prvo vajo, da ne bomo samo govorili, kako je joga fino, fajn, lušna stvar. Prvo vajo bomo pokazali torej kotaljenje. Ta vaja je primerna po sproščanju, zato ker nas malo prebudi. Torej pokrčemo kolena, da ne stiskamo trebuščka, jih damo malo narazen, vdihnemo in se zakotalimo na eno stran, vrat se kotali z nami, glava je popolnoma sproščena. Vdih in z izdihom gremo na drugo stran.
tukaj v bistvu pospešujemo delovanje ledvic, kar je za nosečnico zelo pomembno, ker so ledvice obremenjena, torej deluje ta vaja proti otekanju v rokah in nogah. Ampak to ni vaja, ki se izvaja seveda pri porodu, ne? Ne, to pa ne. To je priprava na porod. To je priprava, ki se trenira in potem, to je bila dihalna vaja, kaj pa kakšna za mišice? Seveda bomo tudi to pokazali. Zdaj sem jaz že kar povedal, kaj morate povedati. Se lahko katero drugo tudi izberete zaradi mene. Pokazali bomo mačko. Ja, mačka je zelo poznana vaja, vendar je v času nosečnosti prilagojena. Zato, ker imajo nosečnice, v bistvu lombarni del hrbtenice obremenjen in ga moramo čuvati. In bomo zdaj z vdihom se dvignili, z izdihom damo glavo proti prsnici, tukaj se torej izbočimo, vdih. In tukaj moramo paziti, da je hrbtenica zravnana, da je ne osločimo, glavo torej dvignemo, se izprsimo, pogledamo navzgor, izdih, vdih, lahko zaključimo, da lahko pokažemo še več vaj. In potem konec. Kako dolgo traja ta vadba? To je treba dnevno izvajati, tedensko? Ja, fino je, če ima mamica čas, da dnevno izvaja in se povezuje z otrokom in se sprošča. Vsekakor ima potem to večji učinek. Je po večini noseče matere imajo čas, ne? Bodoče mamice imajo čas, ja, po mojem že mamice malo manj. Ja, ker se tako intenzivno pripravlja na otročka, da morajo poristati in sobo, in stanovanje, in se selijo. Zelo so zasedene, kar je meni pravzaprav žal. Zato, ker je to tako edinstveno obdobje v življenju, kjer bi bilo res fino se ustaviti, pogledati vase in videti, kaj se dogaja. To je res čudež. Pa pokažimo še kakšna vaja. Tako. Naredile bomo še zajca. Same živali. Ja, v bistvu jogijske vaje ne oponašajo živali. Zato imajo tudi takšna imena. Torej, ta vaja je primerna tudi med porodom, med popadki. Vdih, dvignemo roke, in z izdihom se dotaknemo čela, se dotaknemo tal, in ker nas ponavadi zelo boli v tem križnem predelu, je fino, da med popadki smo v tem položaju. Seveda si vsaka nosečnica lahko ta položaj prilagodi. To pomeni, da je lahko ta zadnjica dvignjena, naprimer, in je v tem položaju, ali pokrči roke in je v tem položaju. Dejali ste, da to lahko delajo nosečnice med porodom. Kako pa na to gledajo babice? Zelo so temu naklonjene, da nosečnica čim več stvari zna, ker porod je aktivnost. To ni nekaj, kar se mi vležemo pa čakamo. Bolj je mamica aktivna, bolj pomaga otroku, da se namesti v porodni kanal. In s tem pomaga tudi sebi, ker s tem zmanjša čas poroda. Krasno. Vi tudi sodelujete, potem greste zraven na porod? Ja, ta je moj privilegij. Vas pustijo zraven? Pustijo. Kako reagirajo? Ko poveste, da boste prisostvovali ali pa bodoča mamica? Zelo lepo me sprejmejo. Babice in zdravniki me zelo lepo sprejmejo in moram povedati, da pravijo, da tiste nosečnice, ki prihajajo dobro pripravljene, so bolj mirne, znajo predihavati popadke, poznajo položaje, v katerem je fino rojevati, znajo se soočiti z bolečino, jo preusmeriti in seveda takšen porod je potem... Pomembno je v glavnem, da čim manj časa traja, pa da ne boli. Tako, ja. Računamo s tem. Ja, da je pravzaprav najbolj pomembno, da je ta izkušnja lepa, ker s tem se mamica celo življenje ji ostane v spominu. Krasno. In če boste, drage gledalke in gledalci, obiskali te vaje za joge, boste pa izvedeli še kakšno skrivnost, ki se dogodi med porodom, kaj ne? Seveda. Hvala lepa obema za obisk v studio. Čim lažji porod. Hvala vam. Lepo se imejte. Hvala še enkrat.